Dragi gledalci, lep pozdrav iz Kosova. Z mano je Gzim Morina, košarkar, ki je doma iz teh krajev, ampak je pa igral veliko v Sloveniji, med drugim tudi za slovensko reprezentanco. Tako da, Gzim, hvala, ker si bil za to, da narediva tale intervju, in tudi hvala, da si me povabil sem k sebi. Naj še, dragi gledalci, sem povem, kako sem se sploh tukaj znajdel. On je videl mojo Facebook objavo in mi je pisal, slišal je, da se bom vračal preko Kosova in je rekel, daj se pa, če hočeš pri meni ustaviti, jaz sem tukaj pa tukaj, in jaz sem vabilo sprejel, tako da hvala za ta vabilo in hvala za vse. Pozdravljam tudi tebi, hvala, ker si se oglasil mojemu povabilu, pa da si zdaj v bistvu že drugi dan v Suhoreki. Ja. Sem tvoje ime pravilno naglasil? Ja, si, ja. Sem. Kar je dosti redko, ampak si. Ja, to so mi že tam v mestu Struge povedali, kako se to naglaša. Tako da zdaj si mi še ti povedal, tako da sem se potrudil. Sem tudi zjutraj dvakrat potreniral, tako da sem vedel. Koliko si bil ti star, ko si prišel v Slovenijo igrati košarko? Jaz sem bil takrat star 15 in to je bilo, datuma si še vedno spomnim, 11. avgusta 2008 sem jaz prvič prišel v Slovenijo. Ja. Igral si za kater klub? V bistvu jaz sem na začetku prišel v Union Olimpijo, takrat sem bil del mlajših kategorij. In sem v bistvu 4 leta bil del Olimpije. Takrat, se pravi, začel sem pri kadeti, potem še mladince, potem sem vmes še bil posojen prvo leto v prvi slovenski ligi, se pravi, mojo tretjo sezono v Sloveniji v Škofja Loki. Potem sem tudi bil v bistvu del članske ekipe v Olimpije. To sem imel recimo par tekem, da sem igral, ne moram pa reči, da sem se neki ful ne igral. Ampak 2 leti sem bil tudi del članske ekipe, da sem vedno treniral z njimi, pa biti tudi del ekipe. Kako pa je priti iz Kosova v Slovenijo, dokaj različno kulturno okolje? Kakšni so bili občutki, kako si se znajdel? Mislim tako, moje čudno seveda na začetku, hkrati pa zanimivo, ker probaš nekaj novega. Zdaj tako, košarka kot v poklic ni bilo tako znano, recimo pri nas. In seveda, ko je prišla to možnost, da prijem v Olimpijo, je bilo malo čudno vse skupaj, ker nisem jaz imel nek takšen primer, ki bi lahko kaj ga spraševal o tem, recimo, moj oče je zdravnik in tudi neki s športom ni imel neke veze in spomnim se, da me je tudi tako vprašal v smislu, jaz ti ne znam nič povedati glede tega, kaj si ti sploh misliš o tem. In jaz sem rekel, da pač jaz imam košarko rad in seveda bi rad to probal. Na začetku je bilo rečeno, da bom jaz prišel v Ljubljano za 1 teden, kot neka varianta probe oziroma testiranja, in pol bi se mogel vrniti domov in bi mi on čez čas povedal, če sem dovolj dober oziroma če bi me sprejeli v Olimpijo. Tako da v bistvu ni bilo toliko težko prijeti, v smislu, ker sem mislil, da bom prišel za 1 teden, če nas drugega bom pač malo obiskal Slovenijo in malo videl, kako Slovenija izgleda. Ampak pol v bistvu po 3-4 dneh so se v klubu odločili, da bom ostal. Takrat sem skupaj prišla še z enim mojim prijateljem iz Kosova, z Erjanom Kasratijem. In pol je v bistvu sam trajalo še nekaj dni, ker je še oče mogel biti z mano, ker sem bil otrok, je mogel tudi on podpisati se zame. Koliko si bil to star? 15. Tako da v bistvu sem končal osnovno šolo in sem potem prišel. Tako da pol smo podpisali tiste pogodbe pa to in oče po 1-2 tednih se vrnil nazaj. Jaz sem pa pol ostal, skoraj 13 let. Govoriš čisto tekoče slovensko, se je bilo težko naučiti slovensko, glede na to, da albanščina pa slovenščina sta kar zelo različna jezika.
Hvala, hvala. V bistvu zdaj že 5 let sem se vrnil živeti na Kosovo, pa mogoče malo kdaj kakšno tako besedo, ki jo ne uporabljaš lih vsak dan, malo pozabiš, ampak ne, načeloma sem rabil kako dobro leto, da sem se naučil, ampak seveda sem imel srečo, ker sem bil veliko z Slovenci, tudi v šolo sem pol hodil v Sloveniji, tako težko je bilo, da sem sploh začel malo mešati tisto malo angleško, malo slovensko, ker sem to začel, pol je pa hitro šlo, ne. Je pa tako dosti težek jezik, recimo angleško sem se dosti lažje se naučil, tudi celo nemško, ker sem v šoli takrat si izbral nemščino kot drugi pač tuji jezik. Še nemščina mi je bolj šlo na začetku kakor slovenščina. Pa srbsko-hrvaščino sem hkrati naučil, ker je bilo dosti igralcev iz bivše Juge rečeno in tudi z njimi sploh zjutraj na treningu, ko smo več ali manj tujci trenirali, so se oni med sabo govorili pač v srbsko-hrvaščini. Tako da v bistvu sem in srbsko-hrvaščino in nemško bolj znal na začetku kakor slovensko. Sam pol, ker sem enkrat, kot sem rekel, začel malo mešati, pa malo je tudi pomagalo to, da mi ni bilo sram narediti napako, pa tudi, ko so se kdaj smejali na moj račun, ne. Ja. Pa še boljše je bilo v bistvu, ko so takšne zgodbice ratale iz tega, ne, tako da, ja, na začetku težko sem, pol se itak navadiš, pa zdaj mi je rečeno. Kaj je bilo pa najtežje, ta dvojina ali skloni ali kaj? Jaz bi rekel tako sklanjatev, da je najtežje. To še danes probam seveda čim boljše to izpeljati, ampak še danes tudi sam opazim, da kdaj naredim kakšno napako, pa ja, dvojina seveda, tako ni glih neka taka navadna stvar, ne. Pa z številkami sem imel tako dosti težav v smislu, ko moraš pač najprej drugo številko, recimo 26, ne. Ker tudi, ne vem, v angleščini recimo je drugače, pa tudi v albanščino imamo, pač povemo tisto prvo cifro, a ne prvo. Tako da to, jaz s tem sem mogoče imel še najbolj težav. Kako si bil pa sprejet v Sloveniji? Rekel bi, da na začetku seveda malo bolj previdni so bili do mene, ampak pol čez čas pa zares dober sprejet. Mislim, strani kluba sploh, a ne, oni so naredili vse, da sem se jaz čim bolj domačega počutil, pa da sem imel vse, kar sem rabil, da sem lahko bil fokusiran samo na košarko, ampak pol čez čas, seveda, ko govoriš angleško, je to malo drugače, ne, in pol, ko sem pa tako še slovensko naučil, pa sploh nisem imel nobenih težav in sem vedno bil lepo sprejet v vseh krajih, ko sem v Sloveniji igral, ljudi zelo prijazni do mene, mi pomagali karkoli sem rabil, tako da definitivno imam zelo dobre spomine in sem zelo povezan s Slovenijo in lahko definitivno rečem, da Slovenija je moj drugi dom. Si imel tudi vse pozitivne izkušnje, tudi v šolo, ko si hodil, ker si v srednjo šolo si potem v Sloveniji hodil, ne? Mislim, ja, tako, sploh za dijake bom rekel, je bilo zelo zanimivo, ker nisem pa znal slovensko, ne, in so se z mano malo tako v angleščini pogovarjali na začetku in seveda jaz sem tudi v bistvu treniral, pa še takrat te jutranje treninge smo kar v šoli opravili, to so pol takrat naredili nek dogovor klub pa šola, ne, da smo lahko čim več trenirali, hkrati pa tudi hodili v šolo in seveda je bilo to zanimivo za vse moje sošolce, sošolke, je bilo to nekaj novega, biti tam en fant v razredu, ki ne razume dobro slovensko in tudi ko na začetku vsak mu je zanimivo, ko lahko v drugem jeziku govori z nekom drugim, tako da še zaradi tega, ker nisem bil mogoče iz Slovenije, so bili še bolj toliko prijazni do mene, pa kot sem rekel, mi pomagali z vsemi, kar sem rabil. Lahko mogoče se spomniš kakšno pozitivno izkušnjo, ki imaš iz Slovenije? Mislim, jaz sem v Sloveniji prišel lih v teh
v teh letih, ko se začneš recimo oblikovati kot zrela oseba v smislu. Ne. Jaz v Sloveniji sem veliko dobrih stvari vzel, ukradel v enem smislu. Ne. Kar mi je bilo tako najbolj nenavadno, recimo, ne, mislim, da ljudje v Sloveniji zelo bolj cenijo svoj čas. V smislu, da se z nekom dobiš, recimo, pa ti reče, ne vem, se dobiva v 10:23, a ne, pa nas tega ni bilo, a veš, to je, ne vem, 10:20 ali pa 30, pa tudi zamuditi tako 5 minut, 10, a ne, so bili tako bolj točni, tako da tudi jaz sem pol ratu nekšna taka oseba, da rečem, a ne, da sem začel te stvari malo drugače gledati, pa tudi ceniti, recimo, čas. Veliko stvari sem dobrih v Sloveniji vzel, bom rekel. Ne. No, jaz sem bolj v mislih, ne vem, kakšen dogodek tak, če se ti je zgodil, ki te je pozitivno presenetil. Naprimer, jaz sem te včeraj razlagal, kako se mi je v Albaniji zgodilo, pač sem nekje bil, Bogu za hrbtom in ni bilo prenočišč in me ena družina vzela, da sem tam prespal, ne se spomniš, ko sem ti razlagal. Zdaj ti, če si mu kakšno tako, bom rekel, zelo pozitivno izkušnjo iz Slovenci. Meni je bilo dobro to, da recimo od vseh tujcev, ki smo bili takrat v Olimpiji, mogoče jaz pa Erjan, sva se najbolj vklapala v to slovensko družbo in so igralci začeli recimo domov vabiti na kosila, pa so nas sprejeli v svoj dom in to je meni bilo zelo lepo. Ne. To mi je bil nek znak, da so me sprejeli kot svojega, ne. In seveda še zaradi tega sem se toliko boljš počutil. Ne. Ena tudi zanimiva stvar je bilo, da pol je bilo tako s časom par igralcev v Sloveniji, ki so jih poslovenizirali z imeni, a ne, v tem smislu. In moje ime recimo ima en tak lep pomen, moje ime pomeni sreča ali veselje. To v albanščini pomeni? Ja, Gzim pomeni sreča ali veselje, a ne. In to nekako, ne vem, kako je trener Zmago Sagadin prišel do tega in takrat je bilo lig prvenstvo U20 v Sloveniji, a ne. In me on začel Srečko klicati, a ne. In pol so to tudi tako začeli malo soigralci pa to, a ne, in jaz sem kar naenkrat bil nek Srečko tam, a ne, in to mi je bilo lepo, a ne, pravim ti, to mi je bil nek znak, še dodaten znak, da me sprejmejo kot svojega, a ne, pol je to bilo recimo kasneje z Antonijem Randolfom, a ne, ko so ga začeli Tonček klicati. Olimpija je še prej imela enega igralca Alojzesa Alagonija, ne, ko so ga Alojze klicali, ne. Tako da tudi to je bilo neka taka stvar v bistvu, da me je naredilo, da sem se tako še boljš počutil. Kakšen pa je Zmago Sagadin kot trener, kot človek? Jaz ga pač poznam iz televizije. Mislim, meni je izjemen trener. Jaz sem, bom rekel, v tistih letih 90-ih, ki je bila Olimpija v evropskem vrhu, sem to zelo spremljal in menim tudi, da pač Olimpija je bila to, kar je bila zaradi Zmago Sagadina. Pa če mogoče lahko ti malo poveš, kako njega vidiš in kot človeka in kot trenerja. Mislim, Zmago je definitivno eden trenerjev, od katerega sem se največ naučil. On je, da rečeš mojster košarke, je mogoče premalo, ne. Košarka mu pomeni vse v življenju, zelo delaven trener. Kar je meni pustil največji vtis pri njemu je to, da on se je ukvarjal z enimi stvarmi, ki veliko trenerjev se sploh ne ukvarja. On je za nas bil kot oče, a ne. To so bili skozi neki sestanki. Zelo naporno je pri njemu trenirati, že zaradi tega, ker veliko treniraš. To so treningi po 6-7 ur na dan, pa sestanki, pa ekipni sestanki, pa individualni. Mislim, to je res tak režim, ki ni za vsakega, ampak če si ti tega daš skozi, pol je to. Ko se košarke tiče, seveda velik mojster, zelo pozoren na vse detajle, to neko filozofijo. A veš, on je od unih trenerjev, ki ti bo rekel, jaz hočem, da to delaš,
ampak pol ti ne reče zato, ker sem jaz tako rekel, ampak v bistvu ti pove, zakaj je on to misli, ker seveda v košarki ni nek pravilen način, lahko eno stvar narediš, vsak trener ima recimo svoje stvari, nekdo ti bo rekel recimo v obrambi usmeri ga v sredino, drug ti bo rekel, ga moraš usmerjati v out, se pravi čist neki kontra, ne? In Zmago je eden tistih trenerjev, ki ti je nekaj povedal, ampak ti je tudi razlagal, zakaj ti on to pove, ne? In pol v bistvu začneš drugače košarko dojemati. In seveda od njega sem se veliko naučil, še dan danes se kdaj tudi tako recimo slišimo, jaz bi se res še mogoče malo več in tudi če bom kdaj se spravil kaj drugega v košarki delati, potem, ko neham trenirati košarko, seveda bi se z Zmagotom rad usedel in še enkrat na nov način pol gledati na košarko pa vse stvari, ki on vidi. Tako da pravim, po meni eden večjih mojstrov slovenske košarke, je verjetno tudi prvi, ki je začel s to produkcijo igralcev, takrat leta 90 preko Olimpije je veliko igralcev šlo v NBA, tudi recimo Milič kot prvi slovenski igralec, pa tudi veliko drugih igralcev, Jaskevičius recimo med drugimi. Tako da Zmago je pustil velik pečat v evropski košarki nasploh, kaj šele slovenski, ki je definitivno najboljši slovenski trener. Lepo. Če se malo bi primaknila, misliš, da so vrata tam Moskva, se malo šliš, pa treba se ovdje pogledam. Ne, ker bo dober intervju, me skrbi, da ne bi slučajno šlo kaj narobe, no. Okay. Drugače pa to itak pol ven zrežem, tako da zdaj nadaljujeva normalno naprej. Kaj pa se ti je zgodila, kakšna negativna stvar v Sloveniji? Ne vem, da si bil tarča, zato ker si tujec, da ti kdo kaj rekel, da si mu zaradi tega kakšne težave ali nasplošno, ne vem, se je kaj slabega zgodilo. Verjetno v vseh teh letih se je kaj, ne? Mislim, tako iskreno povedano, res ne morem si zapomniti nekšno tako stvar, da se mi je zgodilo, da bi tako pustilo nek tak negativen pečat, recimo, ne. Res, pravim, jaz sem živel tako že povsod, recimo, po Sloveniji, ne, ko sem v Ljubljani živel, tudi dostikrat je bilo tako, da več ali manj sva bila s tem mojim prijateljem Erjanom skupaj, sva skupaj živela, dokler nisva pol šla vsak recimo svojo pot. In sva veliko tudi tako po noč, recimo imeli smo treninge v Tivoliju do, kaj jaz vem, 10 zvečer, pa pol smo šli še jesti, pa ne vem kva je bila ura, skoraj da polnoči, ko smo prihajali nazaj domov. Ni bilo tako, ena taka stvar, to je bilo na začetku, to še nisem znal dobro slovensko, se mi zdi, da govoriti. In bila je ena tekma v hokeju v Olimpiji. Takrat v Tivoliju si imel to malo dvorano, ko smo mi igrali košarko, in ta večjo, ko so igrali hokej. In spomnim se, tako po treningu sem šel jesti v Piramidi, to smo imeli tudi zrihtane strani kluba, da smo tam jedli. In sem bil čisto črno oblečen. In jaz tako hodim po cesti in kar naenkrat ene 3 policaji me tako primejo roko nazaj, tako glavo dol in tako direkt v en kombi, ne. In jaz sem se čisto prestrašil, veš, kaj je zdaj to, ne. Že tako, ko Albanska prideš v Sloveniji, skozi moraš te neke vize pa to, a imaš to urejeno, nimaš, a ne, ti je malo strah, recimo, policija, ne, v tem smislu. In okej, a veš, in pol, dvigne mi glavo gor in valjda malo prestrašen. In kao, kdo si, a ne, a veš, in jaz kao po angleško povem, da sem jaz košarkar Olimpija, ne, in da smo kao, kaj si delal vkle, a ne. Sem rekel, sem imel trening in lik grem jesti, a ne. In pol so valjda videli, so mi povedali, da iščejo eno osebo, skoraj 2 metra visoko, oblečen v črno, ampak zdaj, da je on bil dosti starejši od mene in so takoj videli, da v bistvu jaz nisem ta oseba, ne. In so me samo tako spustili pol. In to je bilo mogoče ena taka najbolj stvar, tako da se mi je zgodilo, da mi je ostalo v spominu, da sem bil malo prestrašen, ampak je ta zgal. Za katere klube pa si ti v Sloveniji vse igral?
V bistvu, kot sem rekel, iz Olimpije sem potem svojo moja prva članska ekipa mi je bila Škofja Loka. Takrat je Olimpija imela nek dogovor za Škofja Loko in dosti igralcev, mladih igralcev Olimpije je šlo tam se dodatno kaliti, ne. Tako da v Škofja Loki, pol drugo sezono sem pa v Polzeli igral ene pol sezone kot posojen igralec Olimpije. Pol po moji 4. sezoni v Olimpiji sem v bistvu prekinil pogodbo in sem nadaljeval v Heliosu. Takrat na povabilo trenerja Sagadina, s katerim sem poletje prej deloval v slovenski U20 reprezentanci. Tako da sem pol v Heliosu preživel 2 sezoni. Pa v Mariboru sem tudi igral ene pol sezone, pa je klub tako šel v stečaj, pa sem se spet vrnil v Helios. Potem v nadaljevanju sem igral v Kopru 2 sezoni, v Škofja Loki isto ene pol sezone, pa v Šenčurju. Tako da ja, te so bili moji klubi v Sloveniji. Manjka mi sam Krka pa Dolenjska, pa sem nekako celo Slovenijo. Kako si pa začel ti s košarko, koliko si bil star, ko si začel trenirati, bi rekel, da... V bistvu tako, sem bil zelo aktiven kot otrok, v smislu, da cele dneve, takrat je še nasploh življenje bilo dosti drugačno, ni bilo toliko teh social medijev, pa toliko teh PlayStationov, pa ne vem kaj, tako da vsi otroci smo bili v bistvu zunaj in smo se igrali raznih igrc, ne, in seveda bolj popularno je bil nogomet, ker je tudi lažje igrati nogomet, pač rabiš eno žogo, imaš lahko 4 kamne, da tiste gole improviziraš, a ne. Košarko tudi nisi mogel igrati, tudi če bi hotel, v smislu, da po vojni je tukaj bilo dosti več ali manj zrušeno vse, a ne, porušeno vse. In tudi nismo imeli košev, v bistvu, ki bi lahko ti košarko igral. In tudi začel sem v nogometnem klubu iz našega mesta in skoraj 5 let sem treniral fuzbal in potem sem v bistvu zrastel, a ne, in mi ni bilo toliko ker nisi toliko dobro mogoče v enem športu, ti tudi ni v interesu, a ne, igrati. In potem sem vmes nehal in je bilo neko obdobje, ko so začeli obnavljati ta neka igrišča, jaz živim tam v centru mesta in imamo vsaka šola pač v zunaj ima neko tako igrišče in tam blizu je bila in osnovna in gimnazija. In tako vsi s prijatelji pa smo začeli, ker je košarka postalo kot nek nov šport, a ne. In potem so še v moji osnovni šoli zgradili neko dvorano in v bistvu po zimi smo več ali manj igrali tam košarko. In pol je bila ena tekma v šoli, ki je šola organizirala, a ne. In jaz kot 7. razred, mi kot 7. razred smo igrali proti 8. razredu, to je neke te šolske tekmovanje. In me je tam videl en košarkaški trener, ki je bil tudi učitelj v naši šoli in on me je povabil, če bi prišel en dan na njegov trening, da to malo gledam, če me je všeč. In seveda meni je bilo všeč, potem sem vprašal fotra in fotr mi je dovolil in ko sem jaz začel trenirati v bistvu košarko. Imaš kakšnega vzornika? Mislim, seveda, kot vsak mlad igralec, imaš te neke svoje, bom rekel, lokalne vzornike ali pa te malo bolj internacionalne. Kot sem rekel na začetku, sem jaz bolj bil fanatik za nogomet in sem od nekdaj navijač Milana, ne? In moj prvi športni vzornik je bil Paolo Maldini. Ja, on mi je bil tako prvi vzornik. Ko sem pa košarko začel v bistvu bolj resno, ko sem v Sloveniji prišel, sem tu začel spremljati bolj in NBA in vse Euroligo recimo nasploh. Tako, od NBA recimo, Michael Jordan je Michael Jordan, ampak jaz recimo njega nisem videl igrati. Od teh igralcev, ki sem takrat spremljal, sta mi Kobe Bryant pa Novicki mogoče bila taka dva najbolj zanimiva. Od slovenskih recimo igralcev mi je pa Matjaž Smodiš vedno bil tak, mogoče sem se malo našel, seveda on je par razredov nad mano, ampak neko tako podobno igro recimo, ne, tako da Smodiša sem takrat dosti spremljal iz časov CSKA, pol tudi, ko je prišel v Cedevito recimo, ali pa v Krko, ko je tudi zaključil kariero, sem lahko tudi igral recimo proti njega in to mi je bilo
ena izmed lepših spominov v košarki. Ne. No, potem je pa tebe tvoja pot vodila sem nazaj v Suha Reka. In zdaj tukaj si pravi zvezdnik. Tukaj, če sem jaz prav razumel, ker sem pač malo pogledal to tvojo biografijo, tukaj obstaja ena liga, Kosovo, ker so noter Kosovo pa Albanija, ne? In vi ste to ligo usvojili. Najbolj zaslužna naj bi bila pa ti, pa še en tvoj prijatelj, ki sem pozabil ime, ne? Ja. Ker smo tudi skupaj v Sloveniji. S tem sta bila skupaj? Skupaj sva prišla v Sloveniji in pol tudi skupaj prišla nazaj. Pač ja, tukaj igramo v bistvu našo ligo, Kosovsko ligo. In že ene 4 leta je Kosovo pa Albanija so ustanovili neko skupno ligo in igramo tudi to, vmes smo tudi kot prvaki Kosova, zdaj imaš možnost igrati evropska tekmovanja. Smo tudi igrali to FIBA Europe Cup, ki je v bistvu druga, recimo najmočnejše tekmovanje pod FIBO, seveda Euroliga pa Eurocup sta najmočnejši tekmovanje, koliko se klubov tiče, tako da ja, igramo to Kosovsko ligo, pa to skupno z Albanijo, ne. In imeli smo, mislim, srečo, da lig prvo leto, ko se je ta liga ustanovila, ja, mi smo bili prvaki, tako da to seveda za naš klub, za našo mesto je bilo nekaj zelo lepega, ker je prva taka lovorika, ne, v zgodovini kluba in nekaj tednov oziroma mesec kasneje smo pol tudi postali prvič prvaki Kosova, kar je seveda pol še dodatno ljudje razveselilo, a ne. Rekel bi, da smo tako eden starejših klubov na Kosovo, klub, ki ima neko tradicijo, ki je vedno pač obstajal, ker to so bili vmes so bili zelo težki časi športa na Kosovem, ampak nismo imeli srečo nikoli osvojiti kaj tako pomembnega. In jaz sem seveda zelo vesel, da po moji vrnitvi, a ne, seveda tudi velik razlog je to, da imamo v našem mestu zelo dobre podjetnike, ki vlagajo v šport in ker danes brez denarja je težko karkoli narediti. Ampak ja, seveda je nekaj lepega zmagati s svojo ekipo, v kateri si ti v bistvu odraščal za svoje mesto, to je seveda nekaj zelo lepega. No, zdaj moramo še povedati, da ta Suha Reka, kako se točno naglasi? Suha Reka v bistvu. Suha Reka. Ja. Kako se pa v albanščini ime? Ja, mislim, zdaj imamo novo, da rečeš ime, ker se ne uporablja nekaj veliko, a ne, še vedno se uporablja ta staro ime. Novo je pa Ferranda. To je manjši kraj, koliko ima prebivalcev? Mesto kot mesto ima 10 do 15 tisoč prebivalcev z okolico, pa smo tam 70, bi rekel, 70 tisoč. No, samo to je vse manjši kraj, če primerjaš s Prištino, Prizren, Peč, recimo Peja. Ja, ne, tako da je to res velik uspeh, da je ena tak. Jaz pravim, kot sem ti že včeraj rekel, Suha Reka je kosovski Domžala, ne. Tako majhno mesto, ki ima zelo dobro pozicijo, v smislu Prištine je zelo blizu, Prizren pa Albanija sta zelo blizu. Tako podjetništvo mesto, veliko, kot majhno mesto, ko smo, res imamo veliko takih zelo uspešnih podjetij, tako da to tudi pripomogne k tem, da smo mi se zadnjih let zelo razvili v športnem smislu, tako v košarki, tako v nogometu in seveda vrhunec je bil leta 2022, ker smo postali prvaki in v nogometu in v košarki skupaj, kar je tudi nekaj zelo lepega. Res. Lahko poveva še kaj zanimivega o tvojem mestu Suha Reka. Jaz, kakor sem to na hitro videl, lepo urejen mest, zelo se razvija, lepi lokali, lepe restauracije, tudi tukaj, ko snemava, vidite gledalci, kako je lepo.
Tudi včeraj, ko smo šli jesti, ful dober, izredno pocen za slovenske razmere, ne. Omenil si, da so to po vinih, da so znani te kraji. Ja, v bistvu Suha reka je vedno bila tako znana, eden izmed treh, da rečem, mest na Kosovo, ki so se vedno ukvarjali s to neko vinarstvo in to še dan danes počnemo, a ne. Tako da ja, bi rekel, kot si včeraj probo, a ne, imamo zelo dobro vino. Pa še te neke podjetja, ne, recimo ta naš glaven sponzor ima neko svoje podjetje, neka svoja pijača, Golden Eagle, ta energy drink, a ne, je eden izmed najbolj popularnih pijač na Kosovo. Tako da nasploh smo vedno, čeprav smo tako majhno mesto, vedno smo producirali in v športu igralce, ki so igrali za reprezentanco recimo in imamo tako rečemo eno izmed najbolj znanih pevk na Kosovo, Škurte Fejza, ki je tako generalno znana po Kosovi in Albaniji in povsod, ki Albanci živijo, razne tako igralce, ki igrajo v teh raznih serijah, ki je to zdaj dosti popularno. Tako da ja, kot majhno mesto, kot smo, a ne, pa tudi tako par teh politikov recimo, ki so bili tudi tako kakšni ministri, a ne, pa to v vladi. Tako da ja, kot majhno mesto vedno produciramo te neke uspešne ljudi v vseh področjih. Zdaj imaš mogoče kakšno sporočilo za Slovence, zakaj ne bi oni prišli na Kosovo, rečemo kot turisti? Pa jaz mislim nasploh tako, oziroma sam mogoče imam rad obiskati nove kraje, pa ni to nujno, da je neka taka. Še bolj v bistvu mi je zanimivo neki taki kraji, za katere se ne govori veliko, a ne. Ponavadi si najbolj tako presenečen od teh, ker recimo zdaj, kaj jaz vem, da greš v Pariz, valjda bo to okej, a ne, ker, a ne, recimo, ampak Kosovo to se še vedno ne govori neki veliko o tem, ampak je država, ki se razvija in mislim, da vsak Slovenec bi bil pozitivno presenečen na to, kako so Albanci zares tak gostoljuben narod, sploh do tujcev, da so še dodatno pazljivi in mislim, nasploh bi rekel, da smo tako prijazni, ampak pol, ker zvemo, da je nek tujec, pol mogoče smo tako še dodatno. Tako da mislim, da bi vsakmu bilo tako zanimivo priti na Kosovo, ker Kosovo je tako dosti relativno majhna država, še manjša od Slovenije. In v enem, kaj jaz vem, 2-3 dneh lahko veliko mest v bistvu obiščeš in vsako mesto ima nek svoj čar, bi rekel, a ne. In Suha reka tudi mislim, da bi ljudem bilo zanimivo, lik zaradi tega, da vidijo, kako se to lepo razvija, pa kako so ljudi dobri, pa ne vem, kaj dobrega spijejo, pojejo. Tako da mislim, da bi, kot sem rekel, bili zelo pozitivno presenečeni. Oziroma vsak Slovenec, ki je prišel na Kosovo nasploh, malo njih, oziroma ne poznam mogoče nobenega, ki je rekel, wow, to je pa slabo, to pa ne bi več šel, a ne. Tako včeraj recimo, ko smo bili z Adnanom, a ne, ki je v bistvu zdaj prišel igrati za ta naš nogometni klub in en moj prijatelj iz Slovenije, imamo par znancev, skupnih prijateljev in en mi je tako napisal, prije zdaj en moj prijatelj iz Slovenije, da ga malo, a ne, pričaki pa tako, da malo se bolj domačega počutim, seveda meni ni bilo težko in zdaj se z Adnanom v bistvu zelo družba. In on je tudi rekel, da je... nisi poznal. V bistvu sem ga tako, na kratko sem ga spoznal na eni tako pijači, ampak ne, tako da bi se tako družila, pa to ne. In tudi tako malo sem pozabil na njega, ker je to bilo 15 let nazaj mogoče, ampak pol, ko sva se dobila, pa to, a ne, pol sva se oba dva spomnila, da sva se tudi prej enkrat videla. On je imel tudi kakšne pomisleke, da ne bo okej ali kaj, kakor si rekel? Mislim pomisleke, a ne, zdaj tako, te mediji pa to dosti vsako stvar znajo narediti. A veš, meni se je recimo zgodilo, da je bila kdaj tako po meji za Srbijo, še vedno so neke takšne
situacija, ki kdaj rata malo bolj napeto, in meni se je tako zgodilo, da sem se, ne vem, zjutraj zbudil, pa tako kakšen prijatelj kliče, si v redu, kaj je to, vojna, ono, drugo, tretjo, kakšna vojna, starja, veš, dobro sem, veš, evo, mislim iti na kavo, nadaljevati svoj dan, tako da nasploh zaradi tega pa mislim, da ljudi imajo neke take predsodke, da je tukaj zelo nevarno, pa da je ne vem kaj, a v bistvu sploh ni tukaj življenje čisto normalno poteka, tako kot povsod mogoče. Ker ni seveda teh, ker zdaj nasploh na svetu so neke takšne situacije v dosti delih sveta, ampak ne. Mislim, da ni potrebno imeti neke take presodke na Kosovo, je čisto normalno življenje, kot si ti tudi videl, da ni nobenih takih situacij. No, vse, kar si povedal, se popolnoma strinjam, glede gostoljubnosti, glede vsega in tudi če prideš en tak kraj, ki je suha reka, čeprav ni zdaj tukaj nekih starih gradov pa tako naprej, je mogoče za en dan, da vidiš utrip mesta, greš nekaj dober pojest, pa malo vidiš, zna biti tudi zanimivo. Bi pa zdaj jaz dodal, jaz sem bil na Kosovu 3 leta nazaj, sem bil v mestu Peč, ki je zanimivo, čeprav jaz moram povedati, sem manj ljubitelj mest, jaz sem zmeraj bolj ljubitelj narave. No, absolutno, čist navdušen sem bil nad Đeravico, to je najvišji vrh Kosova, to je fenomenalna gora. Tik pod vrhom, bi rekel, 200-300 višinskih metrov je eno zelo lepo jezero, tako da tisti je še poseben čar, da borovnice sem jedel na 2200 metrov tam, tako da sem bil zelo navdušen. Prizren kot staro mesto, sem bil tudi navdušen, ima trdnjavo, zanimiv star turški del, z džamijo lepo, tako da imaš kaj videti, no, pa tudi bi še omenil, ker posod vse postaja tako zelo drago, da si res redko kdo lahko privošči, tukaj so cene res bistveno nižje. Čeprav se je dosti podražilo v bistvu zadnjih 5 let, rečemo se je dosti podražilo tudi tukaj, ja seveda v primerjavi s Slovenijo oziroma z Evropo je to še vedno dosti ceneje. Ja, to, kar si rekel, bolj smo mogoče za ta gorski turizem, ti vidiš, da več od mene to poznaš. Ja. Jaz nisem še tako bil, ampak tudi tukaj pri nas v našem mestu imamo eno tako točko, kjer lahko greš, ki se tudi tako razvija v smislu, da zdaj tam gradijo te neke razne vile, da ljudi lahko grejo, tudi prespijo tam par dni, pa pol malo raziskujejo okolje, en tak res ogromen kamen, ki lahko tudi tako malo gor splezaš, pa pol imaš res lep pogled, Tako da obstajajo sploh ta del Peja pa to, te neke gore ali pa te šarplanine, ki imamo tukaj blizu Prizrena, ki se da marsikaj dobrega videti, mogoče to, da ni še vedno to toliko skomercializirano, to nekako postane v modi zdaj, ker je povsod ta neka komercializacija, da je to malo divje vse skupaj, ima svoj čar oziroma svojo lepoto. Pa ja, od teh mest recimo imamo Prizren, ki se velja za eno izmed najlepših mest in lahko pač marsikaj dobrega vidiš, ti star del mesta. Ja, kot si omenil, eden redkih mest, mogoče, ki vidiš, ki mi Albanci smo znani po tem, da smo narod večjih vera, muslimanska vera, recimo na Kosovo bolj obvlada, ampak tudi recimo v Prizrenu lahko vidiš, da imaš tukaj cerkev, tukaj pa džamija, kar se ne da povsod to videti. Tako da ja, mislim, da Prizren bi bil taka zanimiva opcija, ker je tukaj recimo relativno blizu, 10-15 minut vožnje. Priština je kot glavno mesto zanimivo, čeprav meni ni všeč, kako
se je to vse zgradilo, nekako brez nekega plana. Recimo Ljubljana je zelo lepo zorganizirano mesto. Tukaj je še vseeno to malo šlo na tak nelep način, v smislu, da nimaš tako naselje, recimo, ki veš, da so stanovanji, pa pol, ne vem, tako, da so malo hiše, pa to malo se vse skupaj zmešalo, pa te neki hoteli povsod, pa to, Ampak tudi to pa ima nek svoj čar, Lepa stvar Kosova je to, da je zelo mladih ljudi tukaj, in zaradi tega pol je tako, da rečeš, atraktivno življenje, se veš, mladi radi živijo v smislu, je to dosti živo vse skupaj in kamorkoli greš, po mojem, to opaziš. No, to, kar si prej rekel, da so ljudje zaskrbljeni, če slišiš po televiziji pa te zadeve, to lahko tudi jaz potrdim, ker sem bil 3 leta nazaj, so mi ljudje skozi pisali, si še živ, tam so neki nemiri, pa protesti, pa pa tret, tako da to je res vse prenapihnjeno. Mediji napihnejo zato, da dobijo bralce, in potem to na koncu takoj spada, drugače pa jaz nikoli se nisem čutil niti malo ogrožen ali pa da bi se karkoli bal, niti približno, tako da se mi vse zdi zelo super, tako da. Vse vidim v bistvu tako, da zadnjih let tudi v Sloveniji se neko razmišljanje nasploh glede Kosova, Albanije, vse spreminja, Sploh Albanija, recimo, ki je taka država zelo lepa in postane neka taka zelo priljubljena turistična točka na svetu nasploh, sploh pa v Evropi, In meni je lepo to, da vsak, ki enkrat pride, je pravim ti pozitivno presenečen in ponavadi se vrne, In to, da ljudi povečkrat pridejo sem, oziroma Albanija, je to taka lepa stvar, kar ti da vedeti, veš to, o čemer sva se pogovarjala, da to neko razmišljanje nasploh ljudi glede Kosova, Albanije, Albancih nasploh zna biti kdaj malo prestroga v tem smislu, in da smo mi v bistvu zares, bi rekel, nek tak prijazen narod, gostoljuben in da vsakmu bi bilo zelo lepo biti pri nas. Jaz pravim ljudem, naj probajo, pa bojo videli, tudi moje videe si lahko pogledate na YouTubu, ker sem bil 3 leta nazaj, kako sem se res fino imel in tudi ta gostoljube, Rečemo, kolikrat sem jaz kar pijačo, me je kelnarca prinesla, ki me je kar tam en častil, zato ker je vedel, da sem tujec. Pa, ker sem se, rečemo, ob cesti sem se ustavil v trgovini, da sem sadje kupil, pa mi človek tisti sadež ima, pa me vprašal, iz kje sem, pa sem rekel Slovenije, prav kaj, si tle v vojski? Sem rekel, ne. A si poslovno? Ne. Je rekel, ko pa pol tle delaš? Sem rekel, turistično sem prišel, Pa rekel, ko pa? Mu ni bilo domačinu jasno, kaj imaš tukaj videti. Jaz sem rekel, na Džeravici sem bil, pa v Prizrenu, pa to. Rekel, ja, in ne, jaz sem mu že plačal in pa mi kar še eno vrečko vzel in mi sadje na celo vrečko dal še gratis, Saj to se ne gre, da sem jaz zdaj tam 2 evra profitiral zaradi tisto sadje, ampak gre se ti, mislim, je pa zelo dober občutek, ko vidiš, kako so ljudje veseli, ko prideš, ne tako, ko zdaj prideš na neke hudud turistične destinacije, rečemo, moram kar omeniti Hrvaško, pa tudi Slovenija je taka, mislim, oni samo gledajo, kako bojo tebi zadnji evro vzeli, ki ga imaš in da ti bojo čim več vzeli in tazga turizmu se jaz ne grem, zato imam jaz zmeraj rajš takle države, ki je turizem še v povojih, kjer so ljudje najbolj prijazni, iskreno so te veseli. In lahko tu povem, na tej moji poti, zdaj, ko sem bil, je to povsod, sem bil lepo sprejet. Isto v Makedoniji, isto v Albaniji. Tako da super je. Kot sem prej rekel, če je košarka nek nov
poklic, zdaj pri nas, recimo na Kosovo, tudi turizem je nekaj novega in zato sem ti tudi šel pisati, ker sem videl tvojo objavo, ker nisem veliko krat videl, da je nekdo iz Slovenije prišel sem zaradi turizma, ne? In to je tudi meni bilo zanimivo, tudi vsem ostalim tukaj, ker smo šele na začetku tega, da ljudi začnejo prihajati na Kosovo zaradi turizma, ne? Kar seveda je tudi za nas kot država nasploh lepa stvar, ne? Ker smo država v razvoju in seveda tudi mi, ki živimo tukaj, ne, se ne zavedamo, koliko teh enih lepih mest imamo, ki bi lahko v bistvu šli, ker to še vedno ni v naši, kako bi rekel, tradiciji življenjski, ker ljudi do nedolgo nazaj pač ni bilo tako enostavno, recimo živeti na Kosovo, velika revščina je bila, ne, in mi smo v bistvu šele zdaj začeli živeti, ne. Sploh še to je pripomoglo k tem, ker smo bili nekako izolirani zaradi teh viz, ne, ker povsod, kamor bi hotel iti, si rabo te vize in končno zdaj v bistvu smo kot vsi normalni ljudi na svetu, več ali manj zelo velika številka držav je že, katero lahko obiskujemo brez teh nekih viz pa to, ne. In šele zdaj v bistvu, da rečem, zadnjih 10-15 let ljudi so začeli malo iti, sploh zadnje 2 leti, recimo malo iti po svetu, ne, pa videti nekaj drugega, pa pol seveda ti nekam greš, nekaj vidiš, nekaj dobrega prineseš in dodatno pomagaš k tem, da se ljudi razvijajo oziroma mesto razvije in to postane seveda vse skupaj bolj normalno v smislu, da živimo tako, kot vsi ljudje na svetu živijo, ne. V Sloveniji imaš še kakšne prijatelje, s katerim se slišiš? Seveda, v Sloveniji imam veliko prijateljev, že zaradi tega se rad v Sloveniji vračam, ne. Za razliko recimo večini Albancov, ki v Sloveniji delajo in pridejo na počitnice na Kosovo. Jaz živim, delam na Kosovo trenutno in pridem na počitnice v Sloveniji. To, da recimo ena tudi taka lepa stvar, da se je moja sestra zdaj poročila v Sloveniji, je seveda dodaten razlog za to, da jaz sem prijem in tudi njo zdaj obiskam. Imam zelo lepo nečakinjo, moja nečakinja je rojena v Kranju. Zdaj se pričakuje še drugega otroka, tako da ja, seveda za Slovenijo bom vedno povezan na nek način, zdaj še zaradi sestre toliko bolj, ampak tudi zaradi prijateljev, ki jih imam, ki so mi v bistvu tako družinski prijatelji, da zdaj, ko prijem, ko jaz grem pač, ko prijem v Slovenijo, seveda se vsakmu javim. Meni je lepo, da od vseh teh mest, kjer sem jaz v Sloveniji igral, imam tako po par prijateljev, da tudi če se ne slišimo vmes, ker je danes življenje postalo tako hitro vse skupaj, ne, se mu lahko javim in če nič drugega gremo nekaj spit, pojesti, pa malo podebatiraš o življenju nasploh, ne. Je pa tudi ena taka družina, v bistvu jaz jim rečem, da so moji sorodniki, niso mi tako v žlahti, ampak takrat se spomnim, ko sem na začetku prišel s fotrom, čeprav v Olimpiji je to bilo vse urejeno, da jaz nisem rabil za nič skrbeti, ne, še vseeno fotor me je rad spoznal z parimi ljudmi, ki je on pač imel te neke svoje sorodnike. Čisto tako, da imaš nekoga svojega, je to vedno lepo, ko imaš nekoga svojega v tej državi, ki si zdaj, ne. In je ena družina, katero sem tam spoznal in ki so s časom postali kot moja druga družina, ne. In v bistvu vsi moji prijatelji so igralci, njih poznajo kot mojo družino v Sloveniji. Kamorkoli sem jaz igral, ko sem bil kakšen dan, ko sem imel kakšen prost dan, jaz sem šel do njih. Oni so na začetku živeli v Ljubljani, ko sem jaz v Župančičevi jami živel, so oni tudi. Smo bili relativno blizu in to je pripomoglo k tem, da smo se veliko začeli družiti, pa tudi so tako bili
taka športna družina, a ne, recimo moj stric, ki mu zdaj pravim stric, čeprav mi ni po žlahti stric, a ne, on je tudi košarko treniral, ko je bil mlajši, pa recimo njegov sin igra fuzbal, tudi v prvi slovenski ligi je igral fuzbal, pa je tako par let mlajših od mene, a ne. Tako da smo imeli dosti skupnega, a ne, pa tudi brat od strica, pač moj drug stric, a ne, on je tudi igral v prvi slovenski ligi nogomet Agron Šalja, tudi za veliko klubov v Sloveniji, med drugim je bil tudi trener slovenske reprezentance. Tako da ja, oni so mi recimo postali pol tako kot družina, ne, in so seveda tudi oni dodaten razlog, da grem v Slovenijo, ne. Čeprav oni dostikrat pridejo na Kosovo, fant, ki si ga včeraj spoznal, on je moj bratranec, ki se je rodil potem, ko sem jaz prišel v Slovenijo, ne. Ampak meni je tako kot brat. Ko smo se včeraj srečali, to je ta družina, v kateri... To je ta družina, ja. To je ta družina, ja. Ta družina pač, on verjetno mene se spomne, odkar se je rodil, a ne. Ker sem res dosti časa pri njih preživel in tako da jim rečem sorodniki, se mi zdi tako dosti hladno v enem smislu, ki mi pomenijo veliko več kot sam to, ne. No, lepo. Greva za na konec še par takih splošnih vprašanj. Daj povej mi, kaj te v življenju najbolj osrečuje? V bistvu definitivno to, da lahko živim iz nečesar, kar zelo rad počnem. To je ena taka stvar, kot mi kot košarkarji, po mojem, zelo malokrat si zavedamo, da smo lahko zares srečni, da lahko živimo praktično iz ene igre. Tako da definitivno to. Pa seveda to, da imam v svoji življenji cel kup enih ljudi, začeti od svoje družine, pa teh par prijateljev, s katerimi lahko grem skozi življenje, skozi vse dobro in slabo, kar mi življenje prinese. Katere so pa tvoje največje vrednote? Pa jaz bi rekel, da to, da nisem taka sebična oseba, da rad pomagam drugim, da me osrečuje tudi, ko vidim, da nekomu neki uspe v življenju, tako da ja, rekel bi, da mogoče to, pa tako, da sem, ne vem, taka prijazna oseba in da vsakmu, ki je v moji družbi, je lepo. Super. Kakšen je pa vpliv športa na mlade? Kako ti to gledaš? Rečemo, šport je koristen, se pravi, je dober za zdravje, tudi mladi boljš, da pač se športom ukvarjajo, pa da, ne vem, z alkoholom, drogami in tako naprej. Kako ti te zadeve gledaš? Kaj bi mladim svetoval glede športa? Mislim, seveda mladi več ali manj radi imajo šport in seveda pol imajo te neke igralce, kateri so jim bolj všeč, tako da mi kot športniki seveda imamo vpliv na to in moramo biti malo previdni, da damo nekaj pozitivnega, da probamo prinesti nekaj pozitivnega na mlade. Tudi jaz se spomnim kot otrok, recimo, ko sem imel te svoje vzornike in kako mi je bilo lepo, recimo, ker se je kdaj od njih kdaj z mano tako pogovarjal, pa to, jaz to zdaj probam prinašati in še sploh z otroci pa to biti dodatno pažljiv oziroma si vzeti čas, pa se z njimi kdaj tako, kako reči, ko pridejo nas na tekme gledati ali pa ko se kdaj tako srečamo. Tako da definitivno šport prinaša veliko dobrega pri ljudeh, a ne, če nič drugega zaradi zdravja, tako da pripomagamo k temu, da se čim več ljudi začnejo s športom ukvarjati, sploh pa otroci, ker če od majhnega nekaj začneš, pol si ponavadi to nadaljuješ tudi skozi življenje. In to je dobro, če nič drugega zaradi zdravja, da si aktiven, pa da za boljšega počutja pa zdravja nasploh.
Če bi bil še enkrat mlad, mislim mlad, saj si mlad, ampak rečemo, ne vem, da bi se vrnil tam, ko si star 15 let ali pa 10 let, bi kaj spremenil? Mislim, veš kako je, jaz probam iz vsake situacije nekaj dobrega naučiti in imel sem srečo, da so se mi stvari tako razvijale na nek takšen način, da sploh nisem pričakoval oziroma sanjal, ko sem bil mlad, tako da zares ne bi nekaj preveč spremenil. So bili trenutki, ko mi ni bilo lahko, a ne, ampak ponavadi si glih od tistih situacij največ učimo, a ne, tako da ni tako neka takrat. Nekaj, kar bi recimo mogoče spremenil, je to, da enkrat, ko smo šli v Italiji na en turnir, smo se ustavili na eni benzinski črpalki in je bil tam Paolo Maldini. Aha. In jaz tako nisem sploh mogel verjeti, da ga vidim, kot sem prej omenil, mi je bil prvi vzornik in nisem se sploh spomnil, recimo, da bi se šel tam slikati z njim, tako da evo, če bi lahko kaj spremenil, bi vrnil čas na tisti dan, ko sem na benzinski črpalki videl Paola Maldinija, pa nisem se šel slikati z njim. Kako pa gledaš na socialna omrežja, da nas, rečemo, prinese nekaj dobrega, prinese tudi kaj slabega? Jaz se upam trditi, da v Sloveniji, ko so začeli te influencerke hoditi v hribe, pa to objavljati na Instagramu, sem prepričan, da je to spodbudilo tudi druge ljudi, da so šli v hribe. Tako da prinese nekaj dobrega, prinese tudi verjeten veliko slabega, nekateri so cele dneve na socialnih omrežjih, to sigurno ni dober. V končni fazi, tudi če ne bi bilo socialnih omrežij, se midva ne bi spoznala, ne? Tako da, kako pa ti gledaš na to? Mislim, seveda, to je prineslo veliko dobra. Kot si sam omenil, recimo, ne, da sva se preko socialnih omrežjih spoznala. Ali pa recimo, ko sem jaz prišel v Slovenijo, takrat jaz sem lahko bil vsak dan v stiku z družino, smo se po kameri pogovarjali, kar je veliko lažje bilo zame, pa tudi veliko lažje prenesti to oddaljino, a ne. Spomnim se recimo moj dedi, ki je razlagal, ko je tudi dedi, ko zelo mlad bil v Sloveniji, je delal, on ni imel recimo to srečo, to možnost imeti, to komunikacijo, to so si pisma poslali, pa to, a ne. Tako da definitivno, ko se te ene komunikacije med ljudmi tiče, je to nekaj zelo pozitivnega in socialna omrežja, če se koristijo na prav način, lahko prinesejo veliko dobrega, tudi za nas športnike, si bližje recimo z svojimi fani ali pa to ljudi, ki te spremljajo in seveda lahko veliko lažje pozitivno vplivaš na družbo. Slaba stvar tega je pa, da zelo veliko ljudi pol nekako postanejo odvisni od tega in živijo neko nerealno življenje, ki jo vidijo na socialnih omrežjih, kar dostikrat tudi ljudi si tam prikažejo nekaj, kar v bistvu resnično ne živijo tako. Tako da, če se pol malo zgubiš v tem svetu, je to slabo. Dobra stvar pa je to, kot sem rekel, je lažje skomunicirati z ljudmi, lažje nove ljudi spoznati, pa spremljati vse to, kar te v bistvu zanima. Si vzor mladim, imaš za na konec kakšno sporočilo njim, kakšno popotnico za življenje, kaj bi svetoval mladim? Seveda, da živijo čim bolj zdravo življenje, da si najdejo nekaj, jaz mislim, da vsak človek si lahko najde nekaj, kar ga osrečuje in da proba najde to in da delo mu ne bo delo, ampak da bo šel v delo uživati. Jaz mislim, da si uspešen v bilo katerem področju v življenju, moraš imeti rad to, kar delaš. Tako da najdejo nekaj, kar jih osrečuje in da postanejo dobri ljudje in da drugim pomagajo, kadar lahko pomagajo. Če pa ne moš nekomu pomagati, pa vsaj, da ga ne oškoduješ. No, to si zelo lepo povedal, ja. Ja, jaz se ti res najlepše zahvaljujem za tale intervju.
najlepše se ti tudi zahvaljujem za povabilo. Si me prijetno presenetil in čeprav sem bil kratek čas tukaj, ampak mi je bilo zelo prijetno v tvoji družbi in lepo je bilo videti tvoje mesto. Tako da res ti hvala. Ko boš v Sloveniji, se mi nujno javi, da če ne drugega greva saj na kavico, če boš pa zainteresiran, pa tudi na kakšno turo v hribe. Tako da... Ja, na Triglav moram iti, ne? Baje, da nisi te prav Slovenc, dokler ne greš na Triglav. In jaz, čeprav sem Slovenc po papiri, že nekaj časa nisem še na Triglav šel, tako da definitivno to je ena stvar, kar mislim početi v prihodnje. Meni je tudi, sem zelo vesel, da si se odzval mojemu povabilu in mi je veliko veselje, da sem te lahko pričakal in na to tvojo pot, ki si ga imel, upam, da ti bo vsaj ostalo v dobrem spominu in da boš še kdaj drugič spet se vrnil na Kosovo in seveda, da si kako rečem. Jaz se bom pa definitivno javil, ko prijem v Slovenijo. Če nič drugega, da še najnega skupnega prijatelja Dragota Pergota. Ja, Dragota, pozdravljava te, ki ga Drago. pozdravljamo, pa da skupaj skaj spijemo. Ja, definitivno se bom jaz sigurno še na Kosovo vrnil. No, drugače pa da te potolažim, jaz tudi nisem bil na Triglavu. Tako da imam pa namen letos iti, čez en mesec približno je v planu, da greva s prijateljico, tako da pol bom šele ta prav Slovenc. Tako da res hvala ti za vse, še enkrat, tako da res sem bil zelo vesel in mi bo to zelo v lepem spominu ostalo, tako da hvala. Dragi gledalci, vam hvala, ker ste to gledali do konca. Napišite kakšen komentar, pa se vidimo v naslednjem podcastu. Hvala. Hvala tudi tam. Ja. Super, mislim, da sva lepo se tole ponovila, da je super ratalo, no, posnelo je, tako da je super.